Včeraj iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predstavniki 5 sindikatov so v državni zbor včeraj prinesli protestno pismo, v katerem med drugim pozivajo k pravični porazdelitvi bremen gospodarske krize. V nasprotnem primeru napovedujejo zaostrevanje socialnega konflikta. Zahteve so oblikovali na sindikalni konferenci v kinu Vič. Ko je govora o dosedanjih protikriznih ukrepih, smo bili do sedaj pričali neučinkovitim ukrepom za pomoč bančnemu sektorju. Rešujemo banke, ki ne rešujejo podjetij. In to tiste banke, ki so v preteklosti z nezavarovanimi krediti ustvarile novodobne tajkune, in tiste banke v državni lasti, ki si dovolijo izplačati brezsramno visoke nagrade. Jaz pa tega filma še nisem videla. Se to je premierno. Premierno je. Prvič. Kdo? Medtem ko vlada sprejema protikrizne ukrepe, sistemskih alternativ pa še ni našla, je predsednik sindikata Pergam Dušan Rebolj povedal, kako bi moralo biti v prihodnje. Ne gre niti za vračanje socializem, niti v nov socializem. Gre za pravično družbo, ki bo na eni strani nagrajevala vse, ki bo upoštevala, da imamo lastnino, ampak na drugi strani upoštevala tudi, da zaposleni prav tako imajo pravico participirati na dobičku in rezultatih. To ni samo stvar posameznikov. To je nova ureditev, ki je tudi zagovarjajo voditelji v evropskih državah in mislim, da je skrajni čas. Veliko bolj pravična družba, odprta družba. Če tega ne bo, se bojo te zgodbe, ko imajo 1 milijone, drugi pa so brez služb ali pa nimajo dela nadaljevalo in to je treba presekati. Mi smo tudi za pravičnejšo družbo! Mi smo tudi za porazdelitev keša! To je treba presekati! Umir se, Šiško, vse bo šlo v redu. Ja. Zveza svobodnih sindikatov, ki včeraj ni marširala proti državnemu zboru, pa bo svoje zahteve pri pripravi protikriznih ukrepov danes posredovala vladi. To naj bi storilo približno 300 sindikalnih predstavnikov, je pojasnil Dušan Semolič. Velike spremembe naredijo politiki samo pod pritiskom. In če bo kapital bil tisti, ki bo izdajal močnejši pritisk, bo pač sprememba bolj po meri kapitala. Če bo pa pritisk večji, močnejši, odločnejši strani delavstva, pa mogoče kaj tudi po meri tega delavstva. Za tega mislim, da je prav, da se to stopnjuje in ja, to. Ja, to. Točen to. To mi deli. To. Ja. Gospodarski minister Matej Lahovnik pa je napovedal, da če se bodo skladišča Rdečega križa in Karitasa izpraznila, bo vlada iz blagovnih rezerv zagotovila ustrezno število paketov ter tako zagotovila osnovno preskrbljenost prebivalstva z živili. Gre za tipične pakete, ki je sestavljen iz 2 kg moke, kilogram soli, 2 litra olja, 2 kg sladkorja, 2 litra mleka, 2 kg testenina. Ne pomeni pa to, da smo sredi vojne ali pa hujše humanitarne krize. Zadeve so obvladljive, pod nadzorom, tudi sistem deluje. Gre pač za to, da imamo pripravljen nek ukrep, ki je na voljo v zakonu. Gradnja 11 km hitre ceste čez Rebrnice se vleče že 7 let. Na Darsu pa obljubljajo, da bo promet po hitri cesti stekel julija letos. Jože Potočnik, predsednik krajevne skupnosti Podnanos, je povedal, kako je živeti ob obstoječi regionalni cesti. Koliko je prometa tukaj dnevno, če ste kaj šteli? Tam 14 tisoč vozil dnevno, od tega 5-6 tisoč kamionov. Tako da je tle ob cesti živeti nemogoče. Smrad po zavorah, po nafti, po fasade umazane, okna. Ljudje ob cesti imajo tukaj zelo težko življenje. Nekoliko drugačen vidik prometne obremenjenosti Podnanosa pa je predstavil ajdovski župan Marjan Poljšak.
Ko bo promet stekel po hitri cesti, bo pa, bo pa relativno malo prometa šlo skozi Podnanos. No, manj ljudi je pa zainteresiranih, da je tam več prometa, to je samo tisti bife, ki se tam nahaja in je sedaj zelo obiskan. Mislim, to je pa neka, druga medalja, druga stran slabe medalje tega, da gre promet skozi Podnanos. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. O godi bodi vabilo dneva Janez Dovč. Redni spremljevalci vesti ste verjetno že seznanjeni s festivalom Godi bodi, katerega pripravljamo v agenciji Celinka. Imenovani tudi že veste, da se bo na festivalu v 3 zaporednih sredah in četrtkih med 15. in 30. aprilom v stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana predstavilo 6 svežih glasbenih skupin. V prvem tednu, se pravi danes in jutri, bosta to Eva Hren in Sladkor, ki bodo predstavili svojo prvo ploščo, ter Aritmija z gostjo Mašo Pašovič. Naslednji teden bo bolj jazzovsko-kabarejsko avantgardno obarvan, Vasko Tanasovski in Simone Zankini duo ter Afra Tesla in električno gledališče. Godi bodi bosta tik pred prvomajskimi prazniki zaključili skupini Jara Raja in Kiša. Glede na to, da si lahko več preberete na www.celinka.si in da naj bi šlo za komentar, ne pa za napoved, se bom na tem mestu ustavil s podatki o festivalu. Večkrat slišim, da je stanje slovenske glasbene scene slabo, a se sam s tem ne strinjam. Potrebno se je samo postaviti v primerni zorno-slišni kot. V svojem glasbenem delovanju igram in se igram z ogromnim številom vrhunskih glasbenikov, ki svojo ustvarjalno energijo usmerjajo predvsem v muziciranje, ne pa v medijsko eksponiranje le-tega. Celinka je ustvarjalno polje, ki odpira možnosti in podpira zmožnosti za ustvarjanje, izvajanje in poslušanje glasbe. Tako se je rodil naš festival, kjer vam na ogled in posluh postavljamo odlične glasbene skupine. Tudi vaša prisotnost, vaša ušesa in nenazadnje vaša srca lahko pripomorejo k stanju domače glasbene scene. Verjamem, da ustvarjanje glasbe in igranje, godenje, tako kot vsako iskrena ustvarjalnost, poglablja bivanje. Nikjer drugje kot pri igranju živo, kjer so vsak trenutek vse poti odprte, ni tako očitno, da vsak navdih lahko postane navdih. Zato vabljeni na Godi bodi, kajti kdor gode ali godca posluša, bude srečno in dolgo živel. Izšla je nova knjiga Franceta Bučarja z naslovom Slovenci in prihodnost. Kot je povedal avtor, smo Slovenci danes manj svobodni kot kdajkoli prej. Imamo pa privid resnične svobode, ki ga diktira tržno okolje. Takole je odgovoril na Denisovo vprašanje, če je knjiga primerna za osnovnošolski učbenik. Nikakor ne, ker za osnovno šolo je pretežka. In čim postane učbenik, potem je to odvratno, ga ljudje namarajo. Še vreme, glih fajn za iti s kužkom na sprehod. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje. Ja, a ne greš na sprehod? A ja, sorry.